Zanimivo je, da se v tem stoletju javlja en nov koncept starosti, baje ga v prejšnjih stoletjih ni bilo, in to je psihološka starost. To je en zelo zanimiv fenomen, kjer se ljudje tega stoletja, nekako je prelomnica tam okrog 30. leta, ne, pri 30. približno, ne, bi večina ljudi, ki bi jih vprašal, pa so zdravi, pa tako naprej, bi rekla, da so nekoliko, da se čutijo nekoliko mlajši, morda 25 ali pa 27, ampak ne 30, ne, to je tako grozen 30 let biti star, ne. Potem pa, ko leta tečejo, se pa ta psihološka pomlajenost daljša. In recimo, če boste vi vprašali nekoga, ki je star recimo 65 let, pa je zdrav, pa tako aktiven in tako naprej, on se nikakor ne bo čutil 65, ampak bo rekel, jaz se čutim tam neki, ne vem, 50 let. Ne. Se pravi, vidite, to pa je ta, in to je zanimivo, to je fenomen tega stoletja, verjetno tudi zaradi tega, ker to stoletje pričakuje od nas, da smo mladi, da smo aktivni, da se počutimo mlade, ne, to, kar je dr. Švabova prej rekla, ni tako brez neiztrte izziv, da je dostikrat to pričakovanje našega okolja, kako bomo taki in drugačni, ne, in gibki, in to, da je pravzaprav na nek način lahko postane tudi breme.